Tokrat imamo torej za vas še eno povsem nepotrebno temo. Oziroma nepotrebna bi morala biti, a nas praksa uči, da z zavedanjem žal še nismo tam. Še vse preveč množično namreč naše ljubljene kosmatince vozimo neustrezno. Iris, kot opozorilo vsem tistim, ki še vedno ne poskrbijo za varen prevoz psov, kaj se lahko s kužkom zgodi, če pride do trka ali prometne nesreče in le ta ni primerno zavarovan oziroma prevezan? Najbolj so na udaru vratne hrbtenice, tudi cela hrbtenica, glava, sprednje tačke, zobje, gobček. Teh poškodb je kar pestra paleta. No, če pa že pride recimo do trka, pa na prvi videz kužku nič ni oziroma vsaj ne kaže nekih znakov poškodbe, je vseeno mogoče priporočljiv pregled. Lahko so tudi kakšne notranje poškodbe. Ja, vedeti moramo, da takoj pri takih situacijah je velika doza adrenalina, stanje šoka, ki včasih malo zavede lastnika, da se v bistvu ni nič zgodilo, ko pa potem zadeva popusti, pa pridejo lahko do izraza seveda tudi bolj grde zadeve. Tudi se da kakšno polomljeno nogo zakrpati, ampak kakšne notranje poškodbe so pa res tako življenjsko usodne. Naj vam povemo, da nas je k pripravi te teme spodbudila izjava naše sogovornice iz 93. avtomobilnosti. Če v bistvu nekako vzamemo nek črni scenarij, da se nam v prometu nekaj zgodi in ko nas rešujejo, je bistveno lažje reševalcem obvladovati psa, recimo, če je on v neki svoji kletki. Tu se bo počutil bolj mirno. Ali pa, da so na samem počivališču, ko se vozilo ustavi in če je žival ni navajena potovanja, je zaradi stresa, ki ga tudi doživlja, lahko pobegne. To se nam je že dogajalo in se dogaja, zato morda tudi previdnost na tem področju. So popadljive, v takem primeru so prestrašene, ne zaupajo nobenemu, takrat še mogoče lastnikom, zelo težko, da bi spoznali njegov glas in tudi lahko tistega, ki ga poskuša rešiti, lahko se pravi ugrizne. Se je tudi zgodilo našim. Žival tudi preseneti, kljub temu, da mislimo, da jo dobro poznamo. To so nepredvidljive stresne situacije, katerih ne moremo nikakve živali naučiti, priučiti, da bi rekli, kako se temu izogniti. A kako naj našega štirinožneža sploh ustrezno vozimo naokoli? Biti samo v prtljažniku, se pravi v zadnjem prostoru, zavarovanem z mrežo, je verjetno premalo, ne? Zdaj spet odvisno, koliko je to velik pes. Če je pač prtljažnik toliko velik, da je v bistvu mu zamenja kakor boks, potem okej, ne? Če je pa to majhen kuža v tistem velikem prtljažniku, jaz v vsakem primeru bi vedno izbrala boks. Je pa seveda velikost boksa tudi odvisna, ne? Ja, seveda. Zdaj, če tako pomislimo, če je kuža v boksu, če je kuža toliko velik in boks toliko velik, ne? In leži na te strani, ki se zaletimo, v bistvu leti celo pot, da bi letel do sedeža. Zelo pomembno je, da je dovolj majhen, bom rekla, ne dovolj velik, dovolj majhen, da se kuža noter lahko uleže, ne da se predstavlja iz enega dela boksa v drugega, konstantno vrti, sedi, gleda ven in tako naprej, ker potem v bistvu boks izgubi svojo funkcijo. Ja. Tudi boks za prevažati v avtomobilu je lahko udoben za psa, ne rabi biti zdaj go boksa, ker veliko ljudi prenaša v golmu boksu. Jaz to tudi odsvetujem, ker go boks drsi. In če kuža še ni navajen, da pride v boks pa se uleže, bo sedel in mu bo konstantno drsel in tudi spet ni okej. Pa zelo pomembno je, da potipamo, kakšna je temperatura v boksu noter. Ker ti transportni boksi, plastični, se radi majhen bolj segrevajo. Se pravi, bolj kot plastične bokse priporočate iz kakšnih drugih materialov, se pravi, da te temperaturne razlike tudi v boksu niso tako velike, če prav razumem. Ja, sploh za dolge vožnje, pa če ljudje vejo, da bodo imeli večkrat dolgo vožnjo s psom, je mogoče bolj, da se investira v aluboks, ki je primeren prav za avtomobile. Te boksi so tudi načeloma bolj varni, pa veliko bolj zračni. V tem vidimo neko neprijetno situacijo, če bi bila žival privezana ali celo, če bi bila v boksu, pa se nam mogoče celo malo smili. Ampak saj veste, nobene garancije nimate, da se na prihodnji vožnji nesreča ne bo pripetila prav vam.